je vaše stališče kot opozicije do predlaganega povišanja davka na finančne transakcije in na zavarovalne premije? V bistvu pri zavarovalnih premijah nas skrbi, ker gre za posredni davek, da ga bodo zavarovalnice, podobno kot so leta 2012, prevalile na breme državljanov s tem, da bodo pač podražile svoje storitve. Tukaj bi upozorili, da v tem smislu je posebej nevarno to, da se privatizira v bistvu pač socialne storitve, ker potem pač imajo zavarovalnice ogromno manevrskega prostora, da to počnejo. Druga stvar, davek na finančne transakcije načeloma pozdravljamo, ker ta davek je tudi na nek način davek, ki onemogoča ali pa saj podražuje finančne špekulacije, medtem ko ta davek je zdaj v bistvu neka kompenzacija za predhodni davek na bilančno vsoto bank, ki pa je zdaj sicer potekal, ampak nam se je zdel smiselen, zaradi tega, ker mehanizem tega davka je bil tak, da večjo bi imela pač banka bilanco, več davka je mogla plačati, kar jo je v bistvu pač spodbujalo k temu, da daje več kreditov in kot vemo, pač imamo v Sloveniji trenutno kreditni krč, banke ne dajo kreditov in zato je pač davek, ki jih spodbuja k temu, da dajo več kreditov, vsekakor smiselno. Se vam zdi, da bo v tej smeri, s čimer je bil pač uveden ta davek na bilančno vsoto, da bo šel tudi pač ta razlika od povišanega davka na finančne storitve? Tukaj bi tako rekel, problem je pri posrednih davkih, da ponavadi bremenijo najrevnejše svoje prebivalstva. Zdaj pri tem davku na finančne transakcije je situacija nekoliko drugačna, ker največ finančnih transakcij upravijo ravno najbogatejši in sem tisti, ki pač so aktivni na finančnih tržiščih in tako naprej. Tako da za najrevnejše bo učinek tega davka zanemarljiv, medtem ko tiste, v bistvu, pač, ki špekulirajo s svojim premoženjem, bo pa to obremenilo. Tako da v tem smislu bi ocenili, da je ta davek v bistvu tudi tako socialno vzdržen. Pa se vam ne zdi, da bi se lahko ponovila ta izkušnja iz leta 2012, ko je bil pač ta davek uveden, ko so potem v glavnem banke pač zvišale te svoje oziroma pač cene svojih storitev za v bistvu več kot 6,5%, tudi do 8% in še več? Ja, tukaj seveda bo šlo, mislim, verjetno lahko predvidimo, da bo situacija podobna kot leta 2012, ampak kot sem rekel, pač ti najrevnejši, najbolj prizadeti sloji prebivalstva na srečo nimajo toliko opravka z finančnimi transakcijami in jim to recimo pač, ne vem, na letni ravni ne pomeni nekega hudega izpada prihodkov. Bodo pa bistveno bolj obremenjeni tisti, ki so bolj aktivni v teh vodah, to so pa bolj premožni sloji prebivalstva. Tako da v tem smislu pač ocenjujemo, da pač je davek na nek način socialno vzdržen. Pa še to mogoče, nekateri ocenjujejo, da se je vlada tako rokohitrsko lotila pač varčevanja oziroma klestenja primanjkljaja, kar z davki pač hočejo hitre rezultate. Nekateri pač mogoče nekako pogrešajo neke strukturne pristope. Ja, enako moti tudi nas, ne samo ti davki, mislim, bolj nas moti pristop, ki ga Mramor napoveduje za leto 2015 in sicer to, da naj bi vlada v bistvu pač zarezala v javni sektor in socialo za kar 700 do 800 milijonov evrov, kar je dvokratna vsota recimo zakona o uravnoteženju javnih financ. Pri tem je minister poudaril, da se mu zdijo najbolj učinkoviti rezi prav tisti v socialo. To pomeni, da v bistvu pač lahko spet pričakujemo varčevanje ravno pri najšibkejših, najrevnejših slojih prebivalstva, ki jih je kriza najbolj prizadela, kar je za nas absolutno nesprejemljivo. Druga stvar, ki je tukaj, je pa pač ekonomske posledice tega. Namreč leta 2011 smo imeli v Sloveniji že okrevanje, potem je pa leta 2010, potem so prišli pač ti zakoni ZUJF in tako naprej, ki so spet zatrli pač domačo porabo in so državo pahnili v drugo recesijo. Zdaj vidimo podoben vzorec. Letos smo imeli pač nekoliko gospodarske rasti, ampak za takimi zakoni, ki bodo tako drastično posegali v javno porabo, ne moremo pričakovati nič drugega kot novo recesijsko spiralo. Smo ostali nekaj. Okay. Bi še kaj bi rad